Nadaljujemo s projektom Hvalnica koroni, kjer pravzaprav vse vas sprašujemo, zakaj ste vendarle hvaležni koroni. Zakaj to počnemo? Zaradi tega, ker se nam je zmešalo? Ja, med drugim tudi verjetno. Ampak ne, predvsem zaradi tega, ker želimo majčkeno spremeniti to perspektivo, iz katere dejansko gledamo. Želimo majčkeno spremeniti in razširiti obzorje zato, da bomo prišli do te točke, kjer ugotovimo, da je to naša izbira. Kaj pa, če vendarle ni vse tako temno, kaj pa, če vendarle ni vse tako črno, kot nam predstavljajo, kot si predstavljamo tale trenutek. No, zelo smo hvaležni, kajti temu projektu se je odzvalo kar nekaj tudi zelo slavnih oseb, poznanih in predvsem sem hvaležna, da se je odzvala tudi Natalija Verboten, kajti tudi sama živi ravno na takšen način. To je nek tak njen moto. Poglejmo, kakšna je njena hvalnica koroni. V življenju imam že od nekdaj pravilo, da moram vsak dan sproti najti vsaj eno stvar na dan, za katero sem hvaležna. Danes smo na primer z celotno družino skuhali odlično kosilo, smo se podružili ob kosilu, šli na skupen sprehod. To so trenutki, ki nam bodo ostali za vedno v življenju. In že od nekdaj imam to pravilo, da je potrebno najti hvaležnost, najti dobro voljo, optimizem. V bistvu je vse samo stvar odločitve. A se odločiš, da boš videl pozitivno in bo kozarec na pol poln, ali pa boš videl negativno in bo kozarec na pol prazen. Vse dobro in veliko dobrih misli vam želim v letu 2021 in tudi veliko energije za premagovanje vsakdanjih izzivov. Tole je bila Natalija Verboten in tudi sami lahko objavite svojo hvalnico koroni preko Facebooka, Instagrama ali pa nam napišete kar mail. No, odzvala se je tudi prijateljica Iris Mulej, ki je takole zaupala, zakaj je sama hvaležna in kaj je njej prinesel ta čas. Dajmo si pogledati. Živijo. Upam, da me boste slišali. Aron še spi, Izabela pa tukaj z mano v spalnici se igra, upam, da ne bo preglasna. Glavnem bom čist na hitro, zakaj sem pač hvaležna v tej situaciji s korono. Na prvem mestu je seveda zdravje, to, da smo vsi zdravi. Mislim, da itak zdravje je vedno pomembno, ne samo zdaj, ampak zdaj nas je še nekako bolj opomnila ta korona, koliko je zdravje pomembno. Druga stvar je pa ta, da živimo stran iz mesta, imamo veliko dvorišče in v bistvu, da sta otroka lahko vsakič, ko je lep sonček, sta zunaj na svežem zraku. Tako da evo, to so naši plusi. Hvaležna sem pač za te dve stvari, bi rekla, da nimamo občutka zaprtosti pa zdravje. Tako da tudi vam bi želela veliko zdravja, pa da pač izkoristite čas s svojimi najbližjimi, zdaj pač, ko smo že premoreni. Čeprav moram reči, tle v Budvi oziroma Črni Gori pravila, ukrepi pač niso tako strogi. Mi vseeno že mesece imamo odprte restauracije, šole, vrtce, tako da pri nas res ni tega občutka. Ampak, ko pa je bil malo bolj pač strožji lockdown, pa kot pravim, nam je naš način življenja tole nekako lajšal, tako da to je to od mene na kratko, vam pa pošiljam ene lepe obmorske, budvanske pozdravčke v Slovenijo. Čau! Hvala, Iris, sprejmemo te pozdravčke in, dragi gledalci in gledalke, tudi sami lahko objavite svojo hvalnico koroni. Izzivam vas, napišite in še preden boste napisali, boste seveda tudi dobro pomislili in to vam bo v trenutku dvignilo vibracijo. To pa je naš namen.